Že 60 let je knjižnica del našega mesta. Matična knjižnica Kamnik obeležuje torej letos 60 let svojega obstoja. V zadnjih 60 letih je zaznamovala generacije otrok, ki jih je spremljala in jih še vedno spremlja skozi vsa življenjska obdobja. V počastitev tega pomembnega jubileja je danes potekala v Matični knjižnici Kamnik posebna slovesnost, katere so se udeležili poleg predstavnikov občine tudi predstavniki državnih inštitucij. Pa prisluhnimo najprej uvodnim besedam direktorice Matične knjižnice Kamnik Bredi Vukmir Podbrežnik. 60-letnica je lepo število let za ustanovo, kakršna smo mi. Zato jo izkoristimo, zato da se poveselimo, zaustavimo za trenutek in se spet srečamo vsi tisti, ki delamo za našo lokalno skupnost na področju knjižnice, bralne kulture in sploh na področju tega, da bi se vsi skupaj imeli kar se da dobro. V nadaljevanju pa je predstavila zgodovino te ustanove. Ustanovljeni smo bili 1.6.1949 leta kot centralna sindikalna knjižnica in z eno knjižničarko. 10.6. je bila pa vpisana prva članica, to je bila Terezija Košir. Leta 1950 knjižnico celo začasno zaprejo, no leta 1953 pa ima celo 2000 knjig. Knjižnica. Nekaj časa jo vodi profesorica Tina Romšak, potem pa dolga leta profesor Srečko Zabrič, ki ga vsi še imamo v dobrem spominu. V 70-ih letih se knjižnica preseli na Kolodvorsko ulico, zraven železniške postaje. Dobi ime Matična knjižnica Kamnik. No, potem se pa že bližamo sodobnosti. Leta 1991 se knjižnica reši zelo hude prostorske stiske in se preselimo v današnje prostore, kjer smo še danes. Kjer domujemo še danes in upamo, da se bomo še naprej tako razvijali in rasli še naslednjih 60 let in da bodo generacije, ki bodo prišle za nami, tako zadovoljne, kot se tudi vi. Zbranje je nagovoril tudi kamniški župan Anton Tone Smolnikar. Takole bom začel. Lepa letnica 1949 so bili časi povojne obnove in seveda finančne krize velike, večje kot je danes. Ponosen sem, da sem isti letnik. Knjižnica me je za par mesecev prehtela, ampak vendarle sem jo spremljal v vseh njenih prostorih skozi vsa leta in konec koncev manj v teh prostorih, ampak v zadnjih 15 letih pa na številnih prireditvah in slovesnostih. Vem, da je včasih težko zadovoljiti vse tiste potrebe, ki si jih zamislijo direktorica, sodelavci, sodelavke, pa vendarle skušamo kar po najboljših močeh, predvsem pri pripravi proračuna, zagotoviti kar največ, predvsem pa tudi tistega denarja, kjer v nekem odmevu slišim besede gospe Brede, ko pravi, če bo občina dala več, bomo tudi več knjig nabavili, kajti neki procent, seveda primerjalni je tudi uspešnost potem včerajšnjega poročila, da v Sloveniji 48 občin nima niti knjižnice, niti potujoče knjižnice. Pred 12 leti smo z gospodi Rekovcov z vodstvom za občino kupili tudi potujočo knjižnico. Torej sodim, da smo vendarle kar na visoki ravni in seveda, da skušamo kar čim bolj zadovoljiti vse te naše potrebe. Dovolite mi, da v koncu zaželim iskrene čestitke, pravzaprav pa tudi zahvalo za vsa prizadevanja, kajti naša knjižnica je med boljšimi. Predstavnik Ministrstva za šolstvo zagotovo te moje misli potrdil, kajti pred nekaj meseci sem bil tu, ko je knjižnica dobila tudi pomemben certifikat, ki pomeni nivo ali zelo visok nivo kakovosti Matične knjižnice Kamnik. Iskrene čestitke in seveda bodite z vsemi tako dobri, skušali bomo pa vsem, ki so tu, pa upam, da bo še več zagotoviti tisto, kar je v naših močeh,
Mislim pa, da je kar moči še nekaj. Zmagajmo skupaj. Na to je spregovoril predstavnik Ministrstva za kulturo. Vam čestitam v imenu Ministrstva za kulturo in še posebej v imenu strokovne službe za knjižnice. Knjižnice postajajo vse bolj prepoznavni in nepogrešljivi centri znanja in lokalna informacijska središča za različne ciljne skupine uporabnikov. S ponudbo različnih dejavnosti in programov za otroke, mladostnike, odrasle, občani v tretjem življenjskem obdobju pomembno pomagajo ljudem pri uresničevanju njihovih osebnih ciljev, podpirajo razvoj pravne kulture in vseživljenjskega izobraževanja, omogočajo druženje in sprostitev ter spodbujajo ustvarjalnost. Splošna knjižnica je simbol povezovanja. Povezuje in prepleta generacije in različne profile ljudi. Vsi, ki delamo na področju razvoja knjižnic v Sloveniji, si prizadevamo, da bi šle knjižnice v korak s časom, da bi bile primerne sopotnice sodobnemu človeku in da bi jih le-ta prepoznal kot nujne za svojo rast in razvoj, za pridobivanje znanja, za vseživljenjsko samostojno učenje, za uživanje v branju besedne umetnosti, poslušanju glasbe ali pa za sprehajanje po svetovnem spletu. V imenu Ministrstva za kulturo in ministrice gospe Majte Širca še enkrat iskreno čestitam direktorici Predito Brežnik in vsem knjižničarkam, mislim, da so samo knjižničarke, matične knjižnice Kamnik. Naj končamo z besedami povezovalke Barbare Božič. Pa bi imeli vedno dovolj časa za vse tisto, kar si želite in kar vas veseli.